Dovolite mi, da se vam najprej predstavim. Ime mi je Suzana Gott. Sem upokojena profesorica nemškega in ruskega jezika. Sem stara 80 let. Študirala sem v Budimpešti rusko in nemško književnost in jezik, v Moskvi pa psiholingvistiko, torej psihologijo učenja jezikov, ki proučuje kognitivne procese, ki potekajo med učenjem tujih jezikov in jih moramo upoštevati, se na njih naslanjati. Te vede sem zelo dobro izkoriščala pri mojem delu, ki je bilo zelo uspešno, kajti moji učenci so dosegali enkratne rezultate. Celo življenje je bilo poučevanje obenem tudi moj hobi. Delam še vedno, toda zdaj že samo privatno. Imam pa tedensko več ur, kot ima danes obveznih profesor gimnazije. Ne morem pa živeti brez sanj, brez spominov, kakor tudi brez iluzij ne. Kajti življenje ne obstaja le iz tega, da se rodimo, garamo in umremo. To ne bi bilo dostojno človeka, bilo bi preveč pusto. Poleg stvarnega življenja živimo tudi duhovno življenje in to je sfera našega obstoja. Dokler smo mladi, sanjarimo o neki imaginarni, pogostokrat iluzorni bodočnosti, ko pa mine nekaj desetletij, našo iluzijo bodočnosti zamenja podoba preteklosti. In kakor vedno hitreje zmanjkujejo pred nami sončni dnevi, tako se za nami strnjujejo v mrke hribove, vedno hitreje množeči se dnevi včerajšnji. Zakaj iščemo uteho v preteklosti? Morda se tako skušamo upreti neustavljivo drvečemu času? Ne le zato, lepo se je spominjati, ker je preteklost pomenila življenje, bodočnost pa nam pomeni minljivost. Sedanjost pa je drvenje, brezglavo drvenje, brez postanka in počitka proti neznanemu cilju v večno življenje ali večno smrt. Cilja ne poznamo, to da vemo, da ga bomo dosegli. Nekateri prej, drugi pozneje. Hvala modrosti stvarjenja, da nihče ne ve, kdaj bo dosegel ta cilj in zato ta bolečina ne greni sedanjosti. Kakor vsako življenje nosi v sebi kaj novega življenja, tako nosi v sebi tudi kal pogube. Michelangelo Buonarroti piše Vasariju, osnovatelju umetnostno-zgodovinskega muzeja Uffizi v Firencah. Non nasce in me pensier che non vi sia dentro scolpita la morte. Nobena misel se mi ne porodi v duši, ki me ne bi spominjala na smrt. Po mnenju mnogih se tak nazor mora obsoditi, kajti priča o nezaželeni pesimistični mentaliteti. Toda tisti, ki zanikajo smrt, zanikajo tudi življenje, ker je smrt spremljajoča okoliščina življenja. Ko se konča življenje, nastopi smrt. Seveda lahko tiščimo glavo v pesek in delamo tako, kakor da ne bi obstajala. Enostavno je ne vzamemo na znanje. Ali to stališče lahko imenujemo le samo prevara. Mnogi ljudje mi očitajo, da sem pesimistična, ker sem preveč navezana na preteklost. Naj ne pišem memoarjev, mi svetujejo. Naj pustim pokojne v miru počivati.
naj ne razdiram iluzij živih. Žal, svetovalce moram razočarati, ker tega ne morem. Smilijo se mi ljudje, ki živijo le v sedanjosti in le za sedanjost, tudi če živijo navidezno dobro, v srečni brezskrbnosti. Žal mi je bogatega človeka, ki si vse lahko privošči in nima sanj. Smilijo se mi ljudje, ki se ne bojijo smrti, ker oni niti življenja ne morejo resnično uživati. Le tisti je sposoben obožujoče ljubiti življenje, ki se boji smrti. Rada se sprehajam po našem mestu, v tem 2000 let starem naselju, med rimskimi mozaiki, med izkopaninami, razvalinami, poslopji, ki s svojimi pozlačenimi in barvnimi marmornastimi stebri ter ornamenti prikličejo v sedanjost nekdanje razkošje javnih poslopij iz rimskih časov. Rada se sprehajam po Jantarski cesti, tlakovani z ogromnimi bazaltnimi skalami, po tej vojaški poti, po kateri so se nekoč premikale rimske legije, kjer so se sprehajali rimski meščani, oblečeni v toge, po kateri so prevažali sužnje v zameno za jantar in po kateri so marširali tudi še srednjeveške armade. Rada dočaram v spomin rimski način življenja, kako živile v moji fantaziji. Neverjetno razvito urbanizacijo Rimljanov, ki sta jo Plinius in Tacitus, ta znana staroveška zgodovinopisca, tako zgovorno ohranila bodočnosti. V svoji fantaziji ustvarjam tudi podobo Septimusa Severusa, ki je v rimski Savariji bil izvoljen za cesarja, in si predstavljam tudi podobo Tiberija Claudiusa, osnovatelja mesta, s svojo zvesto soprogo Agripino na svoji desnici, ki je iz ljubosumnosti zastrupila slavnega cesarja. Spominjam se tudi svojcev, ki so nekoč tvorili del mojega življenja in brez katerih si življenja sploh nisem mogla predstavljati. Tudi oni so že postali del moje preteklosti. Ali mogoče niti ne, saj počivajo njihova telesa pod cipresami Puconskega in Sombotejskega pokopališča in tudi srce so mi zapustili. Od onkraj meja človeškega življenja čuvajo moje korake in ko mi preti nevarnost, me primejo za roko. O vsakem izmed njih bi lahko veliko pripovedovala, kar bi bilo gotovo bolj zanimivo, kot celo življenje razmišljati o tem, kako bi lahko čim bolj enostavno objasnila strukturo nekega indoevropskega jezika učencu, čigar materin jezik ne spada med indoevropske jezike, mu razložiti povezave, zakonite razlike ter morebitne podobnosti, ako ravno mu vse skupaj ne vznemirja duše. Rada se zatopim v svoje misli, sede v fotelju na nekem tihem mestu ali še raje zunaj na prostem in opazujem kristalno čisto sinjino neba ali skrivnostne oblake na nebesnem svodu, ki počasi plavajo neznano kam, ali enostavno sploh ne mislim na čisto nič, le uživam življenje, to hitro minljivo, čudovito,
popolno Božje darilo. V sebi ponavljam v svoji enostavnosti sijajno jedrnato sformulirano strastno hrepenenje Fausta ob svojem iztekajočem se življenju, ki bi hotel ustaviti očarljivo lep, minljiv trenutek. Zum Augenblicke dürfte ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Trenutka bi poprosil rad, ostani še, ker si božansko lep. Johann Wolfgang Goethe. Rada potujem v mislih v daljno preteklost, obiščem svojo nekdanjo rojstno vas Puconce, kjer sem preživela svojih najsrečnejših 16 let. Rada obujam intimno vzdušje pristnega prekmurskega kraja, otoka miru, donenje zvonov starinske cerkve, nahajajoče se v parku stoletnih dreves, harmonično sozvočje večno zelenih melodij, ki zazvenijo vsako pomlad v grlih tisoče majhnih ptičic, ko se vračajo iz daljine nazaj v domači kraj. Pričaram si v spomin delovno sobo, v kateri je ob starinski, ročno rezbarjeni pisalni mizi nekoč en drag človek s hvaležnostjo v srcu pozdravljal vsajajoče sonce. Mineva že več kot 60 let, odkar se v nekem oddaljenem kraju na krilih spominov pogosto mudim, da trenutke davno minulih let v srcu svojem ponovno obudim. Atomskemu veku dostojno, vse je tu že drugačno. Hiše in ceste, železnica, duh. Pojavi pa se pred mano znova in znova lik nepozabnega dragega človeka. Njegov spomin oživlja le še fantazija. Boleče so za mene minute in ure prebivanja v Puconcih. Odprijo se na pol zaceljene rane, kajti kljub velikemu razvoju, kljub velikim spremembam, še vedno stoji starodavna cerkev, v kateri me je krstil moj dragi dedek, še vedno stoji prelepo župnišče in starinski park pred cerkvijo, prizorišča mojih brezskrbnih otroških let. Še vedno obstaja cesta, po kateri me je stari oče prvič vodil v šolo, držeč me za roko, pa tudi cesta, po kateri ga je več tisoč vernikov ob donenju zvonov in naših žalostnih solza spremljalo na mesto večnega pokoja. Le takrat, ko sem ga zgubila, sem popolno doumela, kako plemenitega, velikodušnega človeka pogrešam sedaj. Kot popotnik, ki le takrat vidi resnično, kako visoko se dvigajo stolpi mesta nad ostalimi hišami, ko odhaja od tam in se ozre nazaj. V Puconcih sem preživela najlepša leta mojega življenja, ker mi je moj dedek, evangeličanski duhovnik, zagotovil vse, kar sem takrat potrebovala za brezskrbna otroška leta, da ne bi zelo pogrešala odsotnost staršev. Živela sem v lepem, za takratne razmere sodobnem župnišču, ki je pravzaprav bil podoben meščanski vili. Zgrajeno je bilo leta 1913 po načrtih stare mame,
ki je študirala likovno umetnost in pedagogiko v Budimpešti. V naši hiši je bilo 6 velikih sob. Dnevna soba, pisarna starega očeta, moja spalnica, spalnica starega očeta, soba gospodinje, soba za goste in ena manjša soba za služkinje. Imeli smo veliko kuhinjo, verando z eno stekleno steno na strani parka in tudi kopalnico, ki so jo imeli takrat le redka stanovanja. Babica je umrla zelo rano, takrat, ko je moja mama bila šele 8 let stara. Moj stari oče jo je tako zelo ljubil, da ji je ostal zvest vse do konca svojega življenja. Bil je vdovec 45 let. Vsak večer, preden se je podal k nočnemu počitku, ga je pot peljala k grobu svoje ljubljene soproge. Včasih sem ga spremljala tudi jaz na pokopališče. Leta 1972 se je tudi on vrnil k svojim prednikom. Umrl je v 86. letu starosti v bolnišnici v Mariboru. Ko so njegovo truplo pripeljali domov, so se v vsaki vasi, čez katero so se peljali, oglasili zvonovi. 60 let je bil evangeličanski pastor in pisatelj v veliki puconski verski občini. 16 let je izdajal od 1922 do 1938 duševni list, edini evangeličanski mesečnik v Jugoslaviji. Evangeličanski koledar ter poleg svojih del je izdal tudi nekatera dela starih prekmurskih pisateljev. Po priključitvi Prekmurja k Jugoslaviji se je zavzel za organizacijo evangeličanske cerkve na Slovenskem in je pozneje bil izbran za podpredsednika Jugoslovanske evangeličanske zakonodajne sinode. Kralj Aleksander Karadžordžević ga je leta 1928 za zasluge pri dejavnosti na literarnem in cerkvenem področju odlikoval z redom Svete Save. Po drugi svetovni vojni so ga preganjali. Bil je celo v preiskovalnem zaporu, toda zaradi pomanjkanja dokazov so ga čez 2 meseca izpustili. Tajna policija ga je prisilila, da se je odrekel seniorskega položaja. 2 leti predtem je bil enoglasno izvoljen za seniorja. Takratna oblast ni tolerirala njegovih prijateljskih odnosov s sosednjimi državami, predvsem z Madžarsko, kjer je končal klasično gimnazijo, doštudiral teologijo in bil posvečen za duhovnika. Po končanem študiju je po takratnem običaju nadaljeval študij v Nemčiji. Bil je visoko izobražen človek, cenil je madžarsko kulturo in gojil stike s kolegi na Madžarskem in dejansko po celi Evropi. Gojil je dobre odnose s prekmurskimi izseljenci v Ameriki. V njegovi verski občini so vsi znali prekmursko, slovenski jezik pa so zelo slabo razumeli, ker so se ga učili le v šoli. Ko je bil takratni jugoslovanski škof, dr. Filip Pop, na obisku v Puconcih in je opravljal božjo službo, so tamkajšnji verniki poudarjali, da hrvaški jezik dosti bolj razumejo kot knjižno slovenščino. Pridige pastorja Vladimira Mišelja, sina uglednega istoimenskega slovenskega diplomata v Švici,
pa baje sploh niso razumeli, ko je bil pri nas na obisku in opravljal božjo službo v knjižni slovenščini. Menili so, da je hrvaški jezik prekmurskemu dosti bolj podoben, kakor slovenski knjižni jezik. Med vojno pa je bil učni jezik mađarski, zato so ga večinoma vsi razumeli. Med obema vojnama je v Puconcih vsako 4. nedeljo potekala božja služba v mađarskem jeziku, dokler tega niso prepovedali. Oblast je Adama Lutarja smatrala za Mađarona, kar je pomenilo slabšalni atribut za Slovence, pripadnike nemađarskega naroda, ki so se zauzemali za mađarizacijo. Toda on je bil pravzaprav mađarofil, ljubitelj mađarstva, mađarske kulture, mađarskega naroda, ravno tako, kako se je zauzemal za prekmurski jezik in za prekmursko književnost. To pa je velika razlika. Moj dedek je izhajal iz stare plemiške družine, v kateri so kar 3 bratje, eden v 16., ostala 2 po začetku 17. stoletja dobili plemiški naziv in grb. Eden profesor njegovega sina na ljubljanski fakulteti, ki se je ukvarjal z genealogijo, je dognal, da je eden prednik njegovega rodu imena Ivan za časa velikega preseljevanja narodov bil poglavar prekmurskih plemen. Toda dokumenti so se zgubili, ker je izbruhnila svetovna vojna in vsi so morali na fronto. Kot skala mogočna mi težijo srce tudi tisti žgoči spomini, ki me polete na murskosoboško železniško postajo, kjer sem šele proti koncu svojih otroških let lahko spoznala svojo mamo, ki je onkraj strogo zastraženih meja sanjala o tem, da bo morda enkrat ponovno lahko videla svojega očeta, brate in hčerko. Nestrpno sem opazovala 2 metra visokega strica, kam se ozira v veliki gneči, katero žensko bo objel z bratovsko ljubeznijo, ker ona bo moja mati. In prišel je trenutek, njene prve besede. Vprašala me je, če sem jaz Žužika. Čez nekaj let sem morala oditi od tam. Morala sem zapustiti vsakogar in vse, kar je do takrat pomenilo moje življenje. Stari oče je odločil tako, z ozirom na njegovo visoko starost. Približeval se je dan. Poslovila sem se od sosedov, prijateljev, učiteljev, poslovila sem se od gospodinje, ki me je z materinsko ljubeznijo vzgajala 16 let, ko še nisem poznala staršev. Poslovila sem se od peseka Fifija in muce Muhija. Fifija nisem videla nikoli več. Morda ni mogel izliti svoje žalosti in njegovo ubogo srce ni moglo več prenašati bremena bolečin. Stari oče me je spremljal do meje. Prvič v življenju sem videla, da se je jokal. Takšni so bili takrat časi, da nismo mogli vedeti, ali se še kdaj vidimo ali ne. Sedaj sem se že navadila živeti v novi domovini, kajti že več kot 60 let živim tukaj. Morda me že niti domotožje ne muči tako neznosno kot nekoč. Tudi podoba tistega kraja se spreminja, ki ga človek hrani v spominu. Nekdanji spomini, ki jih človek idealizira in pestuje v svoji prvotni podobi, v obliki njegove nekdanje domovine,
definitivno prenehajo egzistirati. Objekt naših sanj se nepreklicno pogrezne v preteklost. Ko se človek vrne nazaj v rojstni kraj, razočarano ugotavlja, da to ni več tisto, po čem je on leta in leta hrepenel. To je tuji, spremenjeni svet, kjer ga zdaj žele tuji ljudje vabijo na bežen obisk. To ni več tisti njegov dom, ki živi v njegovem najlepšem spominu. V hipu se podre vsa desetletja pestovana podoba o izsanjanem svetu. Kajti tudi ta je minljiv, kakor je minljiva mladost človeka in kakor je minljivo celo njegovo življenje, kakor je minljivo vse na svetu. Tudi spomini polagoma obledijo, se vedno bolj pogreznejo v pozabo. Preteklost se potopi v sedanjosti. Preteklost se ohranja le v nočnih sanjah, ki skupaj z njimi tudi odletijo. To so tisti trenutki, ki bi jih prosila, naj se še malo mudijo v tej moji drugi dimenziji, toda zaman, v hipu odletijo, ker življenje ne pozna usmiljenja. Kakor po mladosti, tako duša od časa do časa zahrepeni tudi po vseh z njo povezanih okoliščinah in jih za kratek čas skuša oživeti. Nato človek gre dalje po svoji izhojeni poti, stopi v osorno stvarnost, kjer ga udari hladen pihljaj vetra in se v hipu strezni. In človek se vrne nazaj v svojo novo domovino in uvidi, da je sedaj že njegova nova domovina postala ta prava in obenem tudi dokončna. Svet, v katerem smo živeli včeraj, ni identičen z današnjim. Spominjam se tudi mame. Njeno samo požrtvovalno materinsko ljubezen sem lahko spoznala le v odraslih letih. Zato njeno neizmerno ljubezen še bolj strastno pogrešam. Njena usoda je bila tako tragična, da je nikoli nisem mogla zapustiti. Zapustila sem pa človeka, ki mi ga je Bog poslal, da bi z njim preživela življenje in katerega sem ljubila bolj kot svoje življenje. Ne vem, kdaj in kaj so zgrešili moji predniki, da me je Bog postavil pred takšno alternativo, kjer je bila vsaka mogoča izbira usodna. Bila je še čisto majhna, ko je izgubila mamo. Njen oče jo je poslal v Sombotel, kjer sta živela njena stara mama in dedek, ki so ga za časa monarhije premestili iz Murske Sobote v Sombotel v javno službo. V mestu Djör je končala učiteljišče s samimi odličnimi ocenami. Pozneje je študirala v Nemčiji nemški jezik, na madžarskem pa ruski jezik. Bila je direktor šole, učila je nemščino in ruščino, bila je nadzornik nadaljnjega izobraževanja učiteljev in nadzornik ideološkega usposabljanja. Dokler ji niso prepovedali, je bila v naši evangeličanski cerkvi kantor in pevovodja. Bila je prvi slovensko-madžarski tolmač v našem mestu, v naši županiji in je botrovala pri prvih korakih sodelovanja med obema državama. Kmalu potem, ko se je oče vrnil z ruskega ujetništva, sta se ločila. Kakor je mama pripovedovala, se je on zelo spremenil
in ona ni mogla več živeti z njim. Moja mama je bila Slovenka. Preden se je poročila, ni bilo v naši družini nobenega Madžara. Ko je bilo vojne konec, se je morala odločiti, ali želi ostati v Jugoslaviji in se loči od moža Madžara, ali pa zapusti državo. Ona je raje odšla, toda zelo je trpela zaradi domotožja in celo tega ni vedela, da je njen mož padel v rusko ujetništvo. Ostala pa je do konca življenja na Madžarskem in tudi jaz sem prišla sem, ko je to že bilo možno. V enem pismu s fronte je oče pisal, da sem se rodila v nepravem času. O tem bi lahko diskutirali, kdo se je rodil v slabšem času, on ali jaz. Edina stvar, ki nama je enako uničila življenje, je bila vojna, ki se je začela 6. aprila, ko so Nemci brez napovedi vojne napadli Jugoslavijo. V Prekmurju so zbirali podpise, da bi teritorijo predali Madžarom. To se je tudi zgodilo, in sicer 16. aprila. Madžari so ponovno dobili nazaj področje, ki so ga zgubili po prvi svetovni vojni s trianonsko mirovno pogodbo, ki je Prekmurje priključilo Jugoslaviji. Moj oče je dobil povelje, da se svojimi vojaki stacionira v Puconcih. On je bil pobožni evangeličan, zato je njegova prva pot vodila k mojemu dedku, ki ga je ljubeznivo sprejel, ga večkrat povabil na kosilo ali večerjo. Tako sta se spoznala z mamo in se je med njima razvila velika ljubezen. V civilu je bil učitelj, kakor tudi mama, in tako sta oba poučevala na evangeličanski šoli v Puconcih. Tudi stanovala sta tam, in sicer v pritličju nadstropne stavbe, ki se je nahajala v parku nasproti župnišča v trosobnem stanovanju, šola pa je bila v nadstropju. Takrat je v Puconcih bila še samo 4-razredna šola, pozneje pa tudi nižja gimnazija. Takrat se je osnovna šola preselila v poslopje vrtca, ki se nahaja na glavni cesti Puconcev. Vrtec so namreč po vojni ukinili. Ko sem bila 1,5 meseca stara, je bil oče vpoklican na fronto. Proti koncu vojne je padel v anglo-ameriško ujetništvo. Na Dunaju je bil 2 meseca, kjer se je počutil dobro. Kot je pisal, niso imeli občutka, da so ujetniki. Pozneje so jih predali Rusom, ki so jih odpeljali v Sovjetsko zvezo, odkode se je vrnil le leta 1947. Mamin brat v Murski Soboti in očetovi bratje v Budimpešti so poskušali storiti vse, da bi ga osvobodili iz ujetništva. Dobil je celo jugoslovansko državljanstvo. Upali so, da bodo na ruskem veleposlaništvu v Beogradu uspešnejši od tistega v Budimpešti, toda bilo je vse zaman. Častnikov dolgo niso pustili domov, z ujetniškimi vlaki so prispeli domov na začetku le vojaki. Pisati domov niso mogli, niti vedeli nič niso o tem, kaj se bo z njimi dogajalo. Nekaj dni potem, ko je moja mama morala zapustiti Jugoslavijo,
je iz Budimpešte na naslov mojega dedka na mamino ime prispelo obvestilo z naslednjim zapisom. Obvestilo o vojnem ujetniku. Vaš mož je živ in zdrav. Našel sem to obvestilo ob progi s 6 imeni in naslovi. Tako so domači zvedeli, da so mojega očeta ujeli Rusi. Skozi Budimpešto je potoval 30. in 31. julija in takrat sem govorila z njim, je pisala v Puconce mojemu dedku njegova sestra iz Budimpešte. Je v redu, je zdrav in vsem pošilja lepe pozdrave. Prosi svoje sorodnike, naj poskusijo kaj narediti zanj. 1. aprila 1945 so jih Nemci pregnali čez demarkacijsko mejo, 10. maja pa so jih ujeli Anglo-Američani. Tam z njimi niso ravnali kot sujetniki, vendar so jih 1. junija predali Rusom. Od takrat je pravzaprav ujetnik. 23. julija so jih na železniški postaji Vinštadlau naložili v vagone. Na Dunaju so se imeli lepo. Preko mesta Vac so jih poslali na eno postajo v Budimpešti. Tukaj sem ga našla in se z njim pogovarjala. Izročila sem mu pakete s hrano za na pot. Ruski stražarji so bili zelo prijazni, vse pakete so mu predali. Od tam jih bodo verjetno odpeljali v Romunijo po železniški progi Hatvan-Szolnok-Temešvar. Po 18 dneh potovanja so prispeli v Fokšajn, po nekaj dneh v Konštanco, odkudar so jih z ladjo odpeljali v Odeso, toda samo častnike, je pripovedoval Janoš, očetov častniški služabnik, ki so ga oktobra pustili domov. Na postaji so se zelo težko pogovarjali, ker je bilo na vagonu le eno majhno ožičeno okno. Večkrat je vprašal, ali njegova družina še živi. Zatrdila sem mu, da so vsi v redu, čeprav tudi sama nisem vedela nič o njih. Ko so jih dali na vlak, so jim dali informacijo, da jih odpeljejo domov, vendar to ni bilo res. Moj stari oče je to pismo prejel 3. novembra 1945. Moj stric Gustav, ki je bil takrat poveljnik milice v Prekmurju, mu je skušal pomagati tako, da je na njegovo posredovanje dobil celo jugoslovansko državljanstvo. Kljub temu njega niso pustili domov, čeprav so vojake napotili iz Odese proti domu. Domov so spustili tudi očetovega služabnika Janoša, ki je prinesel podatke o njihovem tamkajšnjem življenju. Rekel je, da očeta najbolj skrbi njegova družina, ker ne ve, ali so še vsi njegovi živi. Ko je izvedel, da je prejel jugoslovansko državljanstvo, se je pomiril, ker se bo po izpustitvi lahko vrnil v Puconce. Ta vas je s Prekmurjem bila takrat že vrnjena Jugoslaviji. Njegova sestra, ki je živela v Budimpešti, je v pismu napisala, da ni izgledal slabo, ko ga je nazadnje videla na železniški postaji. Bil je nasmejan, pa tudi njegov obraz ni bil suh. Videli ga niso pošteno, saj je bil videti le skozi drobna žičnata okna, skupaj s svojimi kolegi oficiri, ki so ji povedali, da ga imajo radi, saj zaradi njega odpirajo vrata vagona vsak večer, da lahko pridejo malo do svežega zraka,
ker so tudi stražarji radi poslušali očetovo igranje na violini. To stanje žal ni trajalo dolgo, ker so mu po nekaj dneh odvzeli violino. V vagonu je potovalo 36 ljudi. Njihova dnevna prehrana je bila sestavljena iz 2 decilitrov redke grahove, ječmenove ali fižolove juhe in rezine kruha. V dneh, ko je bil vlak z vojnimi ujetniki v Budimpešti, so mu sestre 3-krat prinesle pakete s hrano. Pozneje je pisala, da so bili pazniki do njih zelo prijazni, sami so predajali pakete in jim dovolili, da se pogovarjajo, kolikor so želeli. Kot se je izkazalo, tudi vojno ujetništvo zanj ni bilo neznosno. Le domotožje mu je povzročalo bridke muke. Sorodnikom so lahko pošiljali taboriščne razglednice, ki so bile cenzurirane. Niso smeli napisati, kje se nahajajo, kaj tam počnejo, kaj so delali prej in kaj delajo ravnokar. 18. avgusta 1947 je njegov sojetnik, ki je prišel domov, prinesel zelo dobro novico o njem. Ne le sojetniki, temveč tudi Rusi so ga imeli radi. Ni mu bilo treba živeti v taborišču, ampak je živel v mestu, imel je svojo sobo, spal je v postelji. Dosti je moral igrati tako za Ruse, kakor tudi za svoje klavir in violino. Prav zaradi glasbe je bil deležen izjemne obravnave. Najprej je delal v skladišču hrane, kjer je bilo dovolj masla, sladkorja, mesa in razna druga živila. Zredil se je do 90 kg, izgledal je zelo dobro. 22. avgusta 1947 je napisal domov naslednje: dobil sem novo funkcijo, postal sem kulturnik. Moja naloga je vodenje glasbe, petja, koncertov in iger. Konec leta so ga potem tudi pustili domov, toda vrnil se je na Madžarsko k mami, ki je takrat živela še v podnajemu. V svojo hišo namreč ni mogla, ker so v njej stacionirali Rusi. Po vrnitvi domov je končal študij in je postal profesor biologije. Ko pa je odšel v pokoj, pa je tujcem razkazoval znamenitosti mesta, predvsem izkopanine iz rimskih časov in njegove staroveške zgodovine. Razen pozdrava nič ni znal nemško. Je pa mene prosil, naj mu prevedem njegove opise v nemščino, ker je bila večina obiskovalcev iz sosednje Avstrije. Tega dolgo časa nisem hotela storiti, ker sem si mislila, da to nima nobenega smisla. Ko mi je rekel, da on to pripoveduje na pamet, enostavno nisem verjela in sem ga prosila, naj mi kaj pripoveduje iz tega po nemško, kar sem mu napisala. On mi je lepo, dobesedno, točno tako, kot sem ga naučila prebrati, povedal to, kar sem želela. Problem je bil takrat, ko so ga kaj vprašali. Potem je enostavno povedal, da on ne zna nemško. Moja ljubljena strica, Tibor in Gustav, brata moje mame, sta bila mlada v tistih usodnih letih, ko ljudje niso sami odločali o svoji usodi, ampak so jih nosili tokovi zgodovinskih dogodkov. Tibor, mamin starejši brat, še ni bil star 10 let, Gustav pa je imel le 8 let, mama pa 9, ko je njihova mama umrla. Vzgajali so jih oče duhovnik in gospodinja. Ko so vsi trije končali 4 razrede,
je njihov oče vse 3 dal k različnim družinam. Po končanih 4 razredih osnovne šole se je Tibor vpisal na 8-razredno gimnazijo v mestu Kočevje, ki je od Ljubljane oddaljeno 54 km, Gustija pa v Celje. Fanta sta najprej živela v dijaškem domu, da sta se naučila reda in prilagajanja drugim, nato sta bila najprej nameščena v francoski družini, nato pa v nemški družini, da sta se naučila oba jezika. Tudi Tibor je med študijem na fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani živel pri nemški družini. Živeli so pri družinah, kjer nihče ni govoril slovensko. Tako je bil jezik pogovora nemški, predtem pa francoski. Nemški jezik sta obvladala skoraj na ravni materinščine. Ko sta bila študenta, sta že govorila brez naglasa, kar pa se Tiborju žal ni izkazalo za prednost. Tako v srednji šoli, kakor v nemški družini, kjer je živel, so ga spodbujali, naj se pridruži nacionalsocialistični nemški delavski stranki NSDAP. To je napisal moji mami, ki je bila takrat na študijskem potovanju v Nemčiji leta 1938, ki ga je na podlagi svojih tamkajšnjih izkušenj odločno skušala odvrniti od tega. Leta 1938, ko so Nemci vstopili v Avstrijo, se je prijavil v nemško vojsko. Mama ga je zaman skušala odvrniti od tega. Všeč mu je bila nemška disciplina, uniforma, jezik. Pišeš, da so Avstrijci veseli, da so osvobojeni oblasti klerikalcev, a povej mi, kaj so dobili namesto njih? Misliš, da bo vse zastonj? Ne, Tibor, morda nikjer ni toliko monopolizacije in zatiranja kot pri nas. Seveda ti ne veš, da na primer v Berlinu ni več dovoljeno postavljati križev na pokopališču. Ne veš, da so morali v našem lepem mestu lani zapreti učiteljišče s 100-letno zgodovino. Letos ob veliki noči pa moramo začeti razstavljati prelep licej. Tudi v naši šoli so dnevi prešteti. In zakaj vse to? Ker v njih ne učijo, da je nacionalsocializem sveti, ampak skušajo v srca deklet vcepiti Kristusovo ljubezen. Tudi v bolnišnicah je tako. Nacionalsocialistične sestre ena za drugo zamenjajo diakonise. Vse za manj. Tibor se je javil v vojsko. Ker je bil študent, 2 metra visok, lepe postave, je govoril slovensko, hrvaško, nemško, madžarsko, francosko, je postal oficir in je prevajal neki elitni gardi. Skupaj z nemškimi generali, ki so se mudili nekaj časa v Puconcih, je tudi on bil v župnišču. Po večerih sta 2 generala, stari oče in moja mama, igrali tarok. Tibor pa je šel okrog, kot je on rekel, po vasi, da si malo ogleda lepa dekleta. To so mu tudi verjeli, ker so ga večkrat tudi v Budimpešti zaman iskali, ko bi ga pa potrebovali, ker je dvoril dekletom. Toda v Puconcih se je on srečaval z mlajšim bratom Gustijem, ki je pobegnil iz madžarske vojske v Karpatih, kamor so ga prisilno poklicali za časa madžarske okupacije. In je v inkognito sodeloval z osvobodilno fronto. Tibor mu je predajal informacije. Ni se mu je godilo vedno tako lepo, kajti tudi njega
so vpoklicali na fronto. Ko so Nemci začeli na frontah eden za drugim doživljati poraze. 28. julija 1944 je pisal domov naslednje: v teh dneh sem šel skozi zelo težke, najtežke bitke do sedaj. Še posebej strašne so bile noči. Večkrat sem mislil, da ne bom nikoli več videl vzhajajočega sonca. Ampak sem le preživel. Bitke je konec. Že nekaj dni sem bolan. Imam visoko vročino. Ležim pod hrastom na listju. Na srečo je vreme lepo. V bolnišnico ne morem, ker sem zelo potreben v tem satanskem raju. Našel sem tudi pismo, datirano 9.1.1945 in napisano iz Čakovca. Sinoči sem po dolgi poti prispel iz Leobna. To potovanje je bilo vsekakor vse prej kot prijetno. Vsega skupaj sem preživel 6 dni na vlaku tja in nazaj. Vlaki so večinoma neogrevani, okenska stekla so razbita, delno sem potoval s tovornim vlakom. Zelo sem se prehladil, poln sem revme, komaj premikam noge in tudi hrbet me zelo boli. V boju proti Bolgarom je bil ranjen, ustreljen v stegno in je padel v ameriško ujetništvo. O tem mi je veliko pripovedoval. Zaprti so bili v veliki dolini na prostem, ki je bila obdana z bodečo žico in tanki. Niti hrane, niti vode niso dobivali, sami so si organizirali kuhinjo, kar so našli, to so si skuhali na ognju na prostem in pojedli. Mladi fantje so umrli že v prvih dneh. On je preživel, a je shujšal 30 kilogramov in krogla mu je ostala v nogi. Osvoboditev so preživeli le redki. Doma so vsi bili že prepričani, da je Tibor padel. Švicarski Rdeči križ ga je nepričakovano pripeljal domov. Oče mu je povedal, da je zelo vesel, da ga vidi živega, kajti vsi so že mislili, da je mrtev, ker dolgo ni bilo o njem nobenih novic. Toda zdaj pride gotovo v zapor. Res so ga takoj aretirali, ko se je javil na občini. Kot kaže, se je na sodni obravnavi razkrilo, da je podpiral partizane, ker je bil obsojen le na 2 meseca rudarskega dela, ki ga je moral odslužiti v Bosni. Po tistem je prostovoljno sodeloval pri gradnji mladinske železnice. Po vrnitvi domov se je poročil in rodili sta se mu 2 hčerki. Zaposlen pa je bil kot glavni računovodja v nekem velikem podjetju. Eden od generalov, s katerimi je med vojno prišel v Puconce, je kmalu dobil poročilo, da mora v Braunau am Inn, kjer je baje moral sodelovati pri razstrelitvi 2 mostov in Hitlerjeve nekdanje domačije, kar pa so Amerikanci preprečili. Težko je mamo zapustil, ker se je zaljubil v njo, kajti njegova žena in otrok sta med vojno umrla in on je menil, da tudi mamin mož teh strašnih bitk ne bo preživel. Toda pri tem se je na srečo zmotil. Sem pa bila zelo presenečena, da tudi ta general ni bil navdušen za vojno. Sanjal je v miru,
o ljubezni, o normalnem družinskem življenju. Ne vem, kaj se je z njim zgodilo, ker se ni mogel vrniti v Puconce, kajti vojne je bilo kmalu potem konec in generali so v smeri Radgone zapustili Slovenijo. V pismu, naslovljenem mami, je med drugim napisal sledeče: So kann es nicht weitergehen, dass so viel Not und Elend über unser Vaterland hereinbricht. Einmal wird auch wieder die Sonne scheinen. Die Vergangenheit bürgt dafür, denn aus der schwersten Not und aus dem tiefsten Leid gab es immer noch eine Auferstehung. Ich habe es empfunden und weiß es, dass Sie ein liebes, gutes Menschenkind mit einem sehr angenehmen Wesen sind, und geziemt es sich Ihnen, die tiefste Verehrung und größte Hochachtung entgegenzubringen. Wie oft habe ich mir in Gedanken bereits ausgemalt, wie es sein wird, wenn ich eines Tages in Puconci aussteige und bescheiden an ihrer Türe klopfen werde. Und es gibt so vieles, auch aus dem Tun und Treiben der kleinen süßen Susi, das immer eine herrliche Erinnerung weckt. Prevod, tako ne more iti naprej, ko toliko stiske in gorja pada na našo domovino. Nekega dne bo spet posijalo sonce. Preteklost jamči za to, kajti iz najhujše stiske in iz najglobljega trpljenja je bilo vedno vstajenje. Čutil sem in vem, da ste drag, dober človeški otrok, zelo prijetne narave in da je primerno, da vam izkažem najgloblje občudovanje in največje spoštovanje. Kolikokrat sem si v mislih predstavljal, kaj bo, kot če nekega dne pridem ven v Puconcih in pridem v Puconce in ponižno potrkam na vaša vrata. In toliko stvari, vključno z dejanji in aktivnostmi sladke male Suzi, vedno obudi čudovite spomine. Die kleine Susi sem bila takrat jaz. Torej lahko vidimo, da je tudi veliko oficirjev v velikem činu hrepenelo po miru. Niso se z veseljem borili za tuje interese. Torej, karkoli je, ljudi nikoli ne smemo spraviti pod eno streho. Gusti je bil mamin mlajši brat. Tudi on je že študiral, ko je izbruhnila vojna. Njegov oče ga je prosil, naj zbira podpise za to, da bi Nemci predali Prekmurje Madžarom. Željo očeta je seveda izpolnil, je pa imel prijatelje, ki so bili proti vsakršni okupaciji in so širili letake. Zaradi tega so Madžari Gustija aretirali, ga v Murski Soboti vsak dan pretepali do krvi in ga na razne druge načine mučili. Takrat je bil komaj 20 let star. Pozneje so ga prepeljali v Sombotel, nato pa v Djur, kjer so mu tudi sodili skupaj z njegovimi kolegi. Moja mama, ki se je šolala v mestu Djur, je prosila očeta, naj se odpelje tja in naj govori s tamkajšnjim državnim tožilcem, očetom njene sošolke. Končno je na to pristal in dosegel, da so vsi fantje bili oproščeni obtožb in so vse izpustili. Kot zanimivost povem, da so se ustavili v Sombotelu, ko so se vračali proti domu in so šli na večerjo
v eno znano restauracijo. Eden znani prima violist, ki je skrbel s svojim orkestrom za glasbo, jim je ves čas igral najlepše pesmi. Seveda za posebno nagrado. Čez 25 let, ko je bil moj stric na obisku pri nas v Sombotelu, smo čisto po naključju skupaj šli v to restauracijo večerjat. Ko je Gusti vstopil v restauracijo in ga je violinist zagledal, je takoj začel igrati njegovo najljubšo pesem. Po vrnitvi domov je moral v madžarsko vojsko. Je pa v Karpatih pobegnil iz madžarske vojske in se vrnil v Prekmurje, kjer je začel tajno sodelovati z osvobodilno fronto. V Puconcih so ga prijatelji en čas skrivali, potem pa se mu je uspelo pridružiti svojim tovarišem. Ko je poveljnik druge ukrajinske fronte, maršal Tolbuhin, prišel s svojim spremstvom v Prekmurje preko pontonskega mostu čez Muro, se jim je pridružil in jih pripeljal v Puconce, kjer so 2 dni preživeli v župnišču, ki je bil primeren za to, da so ga lahko obkrožili. O tem sta mi mama in gospodinja starega očeta dosti pripovedovali. Poslušala sem na YouTubu znanstveno konferenco osvoboditve Prekmurja in čudno se mi je zdelo, da sploh niso omenili, da se je maršal Tolbuhin mudil tudi v Puconcih. Zato sem na internetu pogledala, ali je kakšna sled o tem v ruskem jeziku in sem našla, da se je 133. strelkovi korpus 9. maja 1945 nahajal v Puconcih. Pripovedovali so mi zanimiv doživljaj. Ko je maršal s spremstvom prispel v Puconce, se je stari oče takoj moral izseliti iz župnišča. Na hitro je pobral najbolj nujne stvari in odšel v stanovanje mame, ki se je nahajalo na drugi strani parka v poslopju šole. Je pa pozabil na nočni omarici zelo dragoceno 18-karatno zlato žepno uro z dvojnim zlatim pokrovom na dolgi verižici, ki jo je dobil za poročno darilo od svoje soproge 1913. leta. V mislih se je od te ure poslovil in je bil seveda zelo žalosten. Potem so se naslednjega dne Rusi poslovili od starega očeta in mame in se odpeljali. Stari oče pa ni mogel verjeti svojim očem. Ura je bila na nočni omarici. Maršal je med bivanjem v Puconcih obiskal mamo v njenem stanovanju, se z njo pogovarjal in se z menoj igral. Žal se tega ne spominjam, ker sem bila le 1,5 leta stara. Dobila sem pa od maršala eno veliko punčko, ki ji je bilo ime Sonja in sem pozneje že vedela, kdo mi jo je podaril. Mama mi je pripovedovala, da me je maršal z džipom vozil okrog po Puconcih. Ona pa se je bala za mene. Gospodinja mi je pripovedovala, da so prišli prositi eno kokoš, da jo bodo skuhali. Prosili so jo, naj jim pomaga v kuhinji. Ko so kokoš skuhali, so hoteli izliti vodo, v kateri se je kokoš kuhala. Gospodinja jim je po svoje razložila, da bo to fina juha, samo še morajo vkuhati jušno zelenjavo, na koncu pa rezance. Oni tega niso vedeli, jim pa je juha zelo
tehnila. Ženske so ji bile zelo hvaležne in so ji podarile eno lepo ruto. Moj stric Gustav je po vojni bil načelnik okrajnega načelstva narodne milice v Murski Soboti. On je pospremil mojo mamo do madžarske meje, ko je morala zapustiti Jugoslavijo. Ni pa mogla čez mejo enostavno. 5 dni se je v Hodošu skrivala. V naslednjem letu je še 2-krat pobegnila čez mejo in prišla skrivaj v Puconce. Kakor je pisala v pismu, je vsakič šla večinoma peš po gozdu po 30 kilometrov. Leta 1947 ji je njen oče v pismu strogo prepovedal, da bi ilegalno prišla v Puconce, kajti prav gotovo bi to bilo za njo zelo nevarno, mogoče celo usodno. Ko je bila mama eno leto tukaj v Sombotelju, kjer je nenehno čutila domotožje, se je odločila poskusiti nemogoče. Prosila je takratnega župana Ištvana Nemeta, da ji dovoli obisk sorodnikov v Jugoslaviji. Ta ji je rekel, da on tega ne more dovoliti, ker je sovjetski vojaški poveljnik mesta prepovedal potovanja, je pa hudomušno dodal, da če sovjetski poveljnik mesta to dovoli, tudi on ne postavi nobenih ovir za potovanje. Moja mama je bila pogumna ženska, šla je k sovjetskemu poveljniku, čigar podpis, torej ime, je težko prebrati, vendar je na pečatu jasno berljiv naslednji napis: Upravljenje vojenного komendanta goroda Sombothej. Urad vojaškega poveljstva Sombothej. Takrat mama še ni znala rusko, je pa poskušala komandirju v slovenščini povedati, kaj želi. Povedala je, da je Slovenka, a živi v Sombotelju in želi obiskati očeta, hčerko ter brate v Murski Soboti v Jugoslaviji. To ni kar tako enostavno, je rekel. Mora se prepričati, da ona ni vohunka. Poskušal bo stopiti v stik z Mursko Soboto, kjer bodo zadevo raziskali. Čez teden dni bo morda dobil odgovor, torej mama naj pride takrat ponovno k njemu. Moje mame ni mogel kar tako otresti. Raje bi kar počakala, da poveljnik pokliče v Soboto, je rekla. No, v redu, je rekel poveljnik. Naročil je tajnici, naj prinese čaj. V čaju ni bilo niti sladkorja, niti limone. Po dolgem poskušanju je sekretarju poveljnika uspelo priti v stik z Mursko Soboto s poveljnikom narodne milice. Lahko jo pustite v Jugoslavijo, je dobil odgovor iz Murske Sobote. Toda gospa je zelo sumljiva, ne vem, ali je Slovenka ali Madžarka. Bog ve, kaj je. Mirno jo lahko pustite, osebno jo poznam, je moja sestra. Moj stric Gusti je med vojno hudo zbolel in njegova bolezen je vedno bolj ogrožala njegovo življenje. Zdravniki so mu prerokovali kvečjemu še pol leta življenja. Odgovorili so mu, da ga ne morejo operirati, ni mu več pomoči. Danica, diplomirana medicinska sestra, ki ga je spoznala v mariborski bolnišnici, se ni pomirila z dejstvom, da mu ni rešitve in je zvedela, da je v Ljubljano prišel zelo izkušen zdravnik, dr. Božidar Lavrič, ki je več let delal v Združenih državah. Uredila je, da so Gustija iz mariborske bolnišnice
z rešilnim avtom prepeljali v Ljubljano. Ta slavni zdravnik je Gustiju rekel, da ga ne more rešiti, tako resno je njegovo stanje. Toda naslednji dan, ko je šel na njegov oddelek, mu je rekel, da bo tak ali tak zagotovo umrl, če ga bo zdravil le zdravili, zato je pomislil, da ga bo vseeno operiral. Res je, da takšne operacije v Jugoslaviji še nihče ni preživel. To, da lahko mu zagotovi 5% možnosti preživetja, ker je njemu v Ameriki že uspela ena taka operacija. Gusti je hotel živeti, saj je bil še tako mlad. Bil je le 26 let star. Privolil je v operacijo s skoraj brezupnim izidom. Operacija je trajala 6 ur. V lokalni anesteziji so mu odžagali 3 rebra in odstranili polovico pljuč. Celotno operacijo so posneli na film in ga poslali na Češko, kjer so ta film razvili. Dr. Lavrič, univerzitetni profesor, je ta film predstavil med svojim univerzitetnim predavanjem. Lepo so si mislili študenti medicine, le kje je še tisti čas, ko bo prvi bolnik preživel takšno operacijo. Dr. Lavrič je prižgal luči v predavalnici in občinstvu predstavil mojega ubogega Gustija. Presenečenje je bilo neopisljivo, ker je ta zdravnik vedno govoril odkrito. Je tudi to povedal, da mu je preostalo samo še pol leta. Za toliko mu je lahko podaljšal življenje. V tem prepričanju je moral živeti. To operacijo pa je preživel 30 let. Preživel je celo doktorja Lavriča, ki je umrl leta 1961. Vsak njegov dan je minil v zavedanju, da je ta morda zadnji. Svoje življenje je preživel kot obsojen na smrt, kot kaznjenci v celici smrti. Toda kakšno je bilo to življenje? Kolikokrat so ubogega človeka v nezavestnem stanju ali v stanju klinične smrti pobrali na cesti ob mlaki krvi in ga odpeljali v bolnišnico v Murski Soboti. Takrat sem hodila v srednjo šolo v Mursko Soboto. Enkrat sem srečala znanca, ki mi je povedal, da so Gustava pravkar odpeljali v bolnišnico, a mu niso mogli pomagati. Njegovi prijatelji so mu že naročili venec. Potem pa je prišla novica, da so ga oživili, in podobni prizori so se večkrat ponavljali. Na srečo je le precej ozdravel in do konca užival v življenju. Tako si je opomogel, da je lahko delal. Bil je tolmač, prvi slovensko-mađarski in slovensko-nemški tolmač v Prekmurju. Bil je tudi nekaj let odgovorni urednik mađarskega časopisa Nepujšak, ki so ga izdajali v Lendavi. Rad je imel cigansko glasbo in kljub vsemu tudi Mađare, z izjemo tistih, ki so ga leta 1941 v zaporu v Murski Soboti skupaj z njegovimi tovariši vsak dan pretepali do krvi. Ob njegovem prvem službenem obisku na Mađarskem je na večeri v Naďkaniži, kjer smo ga lahko srečali, na servieto napisal ime
nekdanjega mađarskega žandarja Porpacija, ki jih je mučil v Murski Soboti z željo, da bi mu olupili kožo z telesa v kosih. To je želja vseh njegovih slovenskih tovarišev. Z nami je za mizo sedel policist v civilu in pazil, da se ne pogovarjamo o prepovedanih rečeh. Med seboj smo se smeli pogovarjati samo v madžarščini, da bi on vse razumel. Mi dve z mamo sva bili ves dan v kasarni, brez hrane in pijače, zasliševane, ker sva se hoteli srečati z nekom iz Jugoslavije. Zvečer so nas potem z avtom odpeljali v restauracijo, kjer je večerjala delegacija in tudi moj stric, ki je prišel v Naďkanižo z njimi kot tolmač. Nekoč sem v našem časopisu prebrala, da so aretirali nekdanjega vojnega zločinca, žandarja Porpacija. Tudi o sebi moram povedati nekaj besed. Na vaše prvo vprašanje, kdaj sem se odločila za odhod na Madžarsko, moram povedati, da to ni bila moja odločitev, temveč dedek je odločil tako, ker so moji starši živeli na Madžarskem. Ko je on postal 70 let star, je menil, da bo boljše, če jaz odidem k staršem, ker on ne ve, koliko časa še ima tukaj na zemlji in kdo bo potem plačal moj študij, če njega več ne bo. Nisem si mogla predstavljati življenja brez njega, tako sem ga imela rada. Čudovit človek je bil. Celo življenje sem bila hvaležna, da me je on vzgajal, njegovi napotki so mi zadostovali in mi nudili kaži pot vse do danes. Bila sem 16 let stara, ko me je spremljal do meje, ko sem morala zapustiti vse in vsakogar, ki je do takrat pomenil moje življenje. Prišel je zadnji objem, zadnji poljub, potok soza in v meni se je porušil ves moj dotedanji ljubljeni svet. Nastala je v meni brezkončna praznina, kakor da ne bi imela več tal pod nogami, ko sem se sama peljala z vlakom po nikogaršnjem ozemlju neznano kam. Teh nekaj minut mi je zadostovalo, da sem prišla k sebi. Kar v hipu sem se osvestila, saj življenje teče dalje. Moram najti druge perspektive, ki me čakajo v nadaljnjem življenju. Sedaj že zagotovo lahko povem, da so me čakale na tej strani meje samo razočaranja. Tudi moja edina izsanjana družinska oblika življenja se je v hipu porušila, ko sem zvedela, da sta se oče in mati ločila. Mama me je čakala na mejnem prehodu, očeta pa ni bilo tam. Zvedela sem, da bi moral prositi na policiji dovoljenje za vstop v mejni pas. Toda zato je bil prelen in me je čakal le v Naďkaniži. Mama je odšla, da kupi za mene vozovnico do Sombotela. Oče pa me je pustil samo, ker je odšel popit pivo. Tako se je začela. Nadaljevalo se je na vlaku. Jaz sem le zelo malo znala še madžarsko, oče pa ni slovensko. Na vlaku je mama prevajala sem in tja. Opazila sem pa, da nekaj ni prevedla. Enostavno je rekla, da tega ne bo. Zaman sem jo prosila, naj pove, karkoli ji je rekel oče. Enkrat, čez nekaj let, mi je povedala, da ji je oče očital,
zakaj me ni pustila v Jugoslaviji, da iz mene itak ničesar ne bo, ker ne znam mađarsko. Tako me je sprejel oče. Prišli smo v Sombotel. Oče naju je pospremil do doma, potem se je poslovil. Jaz sem vse to zelo težko preživljala in sem grozno jokala. Čez 1,5 je prišel nazaj z violino v roki. Do polnoči je igral in z mamo sta zraven pela čudovito lepe pesmi. Ta večer je bil tisti, o katerem sem jaz sanjala vsa ta leta, ko jih še nisem poznala. Nikoli več se ta lep večer ni ponovil. Enkrat pozneje, ko sem bila pri njem na obisku, sem videla na kavču violino. Vprašala sem ga, če je kaj igral. Bila je pri njem njegova prijateljica, je rekel, in njej je igral. Prosila sem ga, naj še meni nekaj zaigra. Ni mi hotel igrati. Vstala sem in odšla. Nikoli več ga nisem obiskala. Veliko razočaranje je bila za mene tudi gimnazija, ki sem jo začela obiskovati v Murski Soboti, nadaljevala sem pa že v Sombotelu. Profesori v Soboti so se obnašali inteligentno, bili so elegantno oblečeni, prijazni. Imela sem jih vse zelo rada, najbolj pa profesorja Štefana Zadrovca, ki je pozneje postal vodja katedre za slovenski jezik na fakulteti v Ljubljani. Njemu se imam zahvaliti za to, da še danes obožujem prelepe slovenske pesmi, da še vedno po 65 letih življenja v čisto mađarskem okolju kolikor toliko obvladam slovenski jezik. Profesorja Zadravca sem pozneje, mogoče po 20 letih ali še več, srečala v Ljubljani, ko sem bila tam na seminarju slovenskega jezika, ki ga je on organiziral. Tukaj v Sombotelu niti primitivnih profesorjev, niti celotnega življenjskega vzdušja nisem marala, niti kot dijak, niti pozneje kot profesor. Edino Budimpešta mi je ugajala, to prelepo velemesto. V Sombotelu sem se pa posvetila delu, ki mi je celo življenje ob enem bil tudi hobi. Poučevala sem v gimnazijah, v strokovnih srednjih šolah, na fakulteti za kmetijsko mehanizacijo in sem bila prva, ki sem iz slovenskega jezika usposabljala na visoki šoli učitelje za slovensko porabje. 20 let sem honorarno poučevala nemščino na šoli za tuje jezike. Napisala sem nekaj nemških učbenikov za pripravo za državni izpit. Izredno sem študirala na Moskovski univerzi, predvsem psiholingvistiko, kar mi je dosti pomagalo pri poučevanju tujih jezikov. Moji učenci so dosegli izredno dobre uspehe. Zaključni izpiti so bili v Moskvi septembra leta 1980. 2 meseca bi lahko bila tam na državne stroške, toda direktor me ni pustil tja, ker se morala učiti na šoli. Vse skupaj, kar sem do takrat predelala, napisala, bi bilo zastonj, ne bi dobila diplome. Dobila sem pa živčni zlom. Napisala sem rektorju Kostomarovu v Moskvu, da me direktor ne pusti tja na izpit. Odgovoril mi je, da se v njegovi praksi kaj takega še nikoli ni zgodilo, da nekoga ne bi pustili na zaključni izpit.
Zanimal se je pri njegovih kolegih, kako sem do takrat izpolnjevala pogoje, in je prišel do zaključka, da pošlje 1. novembra 2 profesorja iz Moskve v Sombotej, pred katerimi bom jaz lahko naredila izpit. Omenim še, da sem vsaj 2 desetletji bila honorarno tudi tolmač naše županije za slovenski jezik, na šoli pa koordinator za stike s tujino, s Slovenijo, Avstrijo in Sovjetsko zvezo.